Prosim vas, ljudje, ne svinajte več zraka vašim otrokom. Dajte jim, da tudi, kot ste vi, dihajo čisti zrak. Eko, to je bicikel, elektrika, to je prihodnost, to je revolucija. Že danes. To niso več sanje. Z tega klasičnega moškega kolesa smo ga predelali v električno kolo. Zdaj me zanima, kakšne so izkušnje uporabnika. Jaz sem nekaj, recimo, marsikaj sem že v življenju počel, res sem veliko kolesarov, ampak tole je pa revolucija. Če človek rabi, zgolj, da rečem tako, mogoče malce nesramno, svojo leno zadnjo plat prenesti iz točke A do točke B, je to vsekakor najboljša rešitev. Zakaj? Tudi v klasični obleki. Greš na poslovni sestanek. Pri običajnem biciklu ti imaš pogon in ko prideš na cilj, teče od tebe, si preznojen pod pazduhami. To glih ni dober štart za sestanek, se strinjamo. Tukaj, če vam je to paše, lahko samo dodate gas in se peljete kot z nekim normalnim, da rečem, na neki smrdljive hlape prevoznim sredstvom. S tem tukaj tega ni. Druga stvar, kadar je malo hladno v zraku, če vas malo zazebe, lahko še z njim poganjate, se ogrejete in ste spet na prednosti. In ne nazadnje, ne smemo pozabiti to, da takšen bicikl danes omogoča domete vsakdanjega uporabe brez problema. Konkretno tale bicikl malo je zastarel mogoče izgled, ampak tehnologija dopušča, da naredim z njim minimalno 50 km. 50 km je za današnjega modernega človeka več kot dovolj. Živim na obrobju Ljubljane, mene popolnoma zadosti. In res, to je revolucija, to je napredek. Zakaj bi si mogel s celo škatlo plehnato privleči v mesto, če lahko s takim enostavnim, tankim, da tako rečem, prevoznim sredstvom urediš vse. Tukaj pa še prosil inovatorja in tudi izdelovalca biciklov, ne še on poslednje s tehničnimi podrobnostmi večjimi kot teh 50 km. Mene je samo to važen. Doseg in to je to popolna perfekcija. Ja, pri izdelavi tega kolesa smo in vsakega nadaljnjega smo gledali pač na to, da naj bi zadostili neki dnevni uporabi. Trenutno ta kolo dela na 36-voltnem sistemu. Motor je 500-vaten in hitrost pa je omejena na 25 na uro, kar jo zakon tudi določa. Ima pa še vedno dovolj moči, da pripelje vsakršnega kolesarja tudi v zahtevne vzpone. Prednost, še ena sem pozabil povedati, res je to, da lahko kakršnokoli bicikl, recimo si ga lahko mislite, morda ga imate že doma v garaži, točno to sem jaz imel, v garaži. In prednost pred električnimi skuterji je pa ta, da kot crkne baterija, recimo, niste gi dobro razmišljali, malo ste že pozabili, kako ste že naredili dosega, niste vmes polnil. In on neha delati, potem ostanejo pedala. In to je navaden bicikl. In spet pridete domov, ne rabite klicati prijateljev, ne rabite vznemirjati sosedov z nekimi avtovlekami, pridete se domov, lahko v tišini, tudi ob čudnih urah. Poleg elektromotorja in seveda baterije, ki sta glaven električni sklop, smo poskrbeli tudi za učinkovito osvetlitev, ki porabi zelo malo energije. To energijo pa črpa seveda iz obstoječe baterije. Se pravi, ni potrebno imeti dinama, ni potrebno imeti dodatnih baterij, tako da pač vas vsi vozniki drugih prevoznih sredstev lahko hitro opazijo.
sami pa tudi vidite daleč naprej.